Lep dober večer. Prav lepo pozdravljeni. Me veseli, da se ponovno vidimo. Pričakujem, da bomo uživali v današnjem predavanju, sem prav prepričan o tem. Za vodne besede sem se pa sposodil eno kratko rimo, ki govori o sreči in nesreči. In sicer prav sreča, nesreča, ni usodi mar. Kaj nam v menjavi časa je njen dar. Nikoli ne veš, kako se v resnici usoda obrne, kakšna bo življenjska pot vladarja in kakšna bo usoda države. In se vedno vprašaš, na katero stran bo padel kovanec. Ja, kovanec lahko pade na cifro ali pa na moža. V tem primeru na carico. Prikazala se je Ana Ivanovna. Se sprašujemo, če je to napoved, da bodo v Rusiji tudi v prihodnosti vladale ženske. Ali kaže verjeti kovancu? Se tudi to sprašujemo. In prosimo, da odgovor poiščemo pri našemu predavatelju Milošu Mahorčiču. Izvoli. Super, hvala lepa. Hvala lepa. To je bilo vsekakor zelo, zelo zanimivo, krasen ta pravi uvod. Torej, nekaj lahko prirokujem. Na tem današnjem srečanju in na naslednjem bomo govorili o ženski vladi v Rusiji, ki je trajala koliko? 55 let. Skupaj sta vladali dve ženski, kot vidite na naslovnici, Elizabeta I. in Katarina II. Danes bomo večino časa namenili prvi in to iz dveh razlogov. Prvič, ker je zelo, zelo pomembna vladarica in seveda tudi zato, ker bo celotno naslednje predavanje, torej danes teden, namenjeno Katarini II. Veliki. Danes bomo samo del zgodbe povedali, torej tisti del o Katarini, kako je sploh prišla na oblast. Tukaj lahko vidite zdaj obe ženski, naslikani kot vladarici, Elizabeta in Katarina. Lahko rečemo, da sta bili ti dve vladarici zelo podobni v stilu vladanja, zelo, zelo drugačni sicer po značaju. Za Elizabeto bomo rekli, da je bila seveda čistokrvna Rusinja, na drugi strani za Katarino, da je bila čistokrvna Nemka. Ampak obedve sta bili Rusinji z veliko začetnico. In to je ena tistih stvari, ki jih seveda ne smemo pozabiti. Zdaj, katera vam je bolj všeč, lahko vprašam. Katera se vam zdi lepša? Torej, Elizabeta je veljala za lepotico, Katarina nikoli. Marsikak vzdevek so ji dali, ampak da bi bila pa lepotica, tega pa nihče ni nikoli trdil. Za Elizabeto pač. In Elizabeta je vedela, da je lepa in je bila rada lepa. In to je seveda tudi eno zelo pomembnih vodil njene vlade. Poglejte, carica Elizabeta Petrovna, o njej bomo govorili. Pogosto jo kar tako imenujejo, ne samo zato, ker je bila Rusinja, pač pa tudi zaradi tega, ker v primeru, to je čisto ena taka splošna praksa, ko imamo vladarje, ki so seveda bili z imenom, ki potem ni imelo nekega naslednika, potem seveda govorimo o Elizabeti, ne govorimo o Elizabeti I, ker druge pač ni bilo. Pri Katarini je drugače. Je že bila prva Katarina,
ne, in tako seveda imamo v tem primeru potem drugo Katarino. Medtem ko seveda pri naši Elizabeti lahko govorimo seveda o Elizabeti Petrovni, tu vidite njenega očeta in pa njeno mamo, ne, Katarino I, lepo, privlačno žensko in bi lahko rekli, ne, da je Katarina prva tista, ki je svojih hčeri dala izgled, lepoto in da je njen oče Peter tisti, ki je dal Elizabeti karakter. Tukaj imate portret mlade Elizabete. Gre za portret dekleta, ki je, lahko mirno rečemo, bila najljubši otrok svojega očeta. Elizabeta se je rodila v Moskvi leta 1709 in je bila najstarejša preživela hči Petra Velikega in Katarine. Od 12 otrok, ki sta jih imela Katarina in Peter, je preživela Elizabeta in pa njena mlajša sestra. In tu se seveda zdaj zgodi ena zanimiva stvar. Elizabeta je bila, kot lahko vidite, privlačna že kot deklica. Vendarle je imela neko naravo, ki ni bila ravno, bom rekel, najbolj dekliška. Zdala je biti zelo robata, rada se je tudi stepla s kakimi fanti, zelo rada je imela akcijo. Rada je jahala, rada je plesala, bila je zelo zabavna. Hkrati pa seveda je bila, in to je zelo pomembno, en zelo zanimiv in pomemben element v politiki njenega očeta. Namreč nekaj moramo vedeti, ko je Peter pač dočakal konec nordijske vojne, je seveda Elizabeta že bila mnogo bližje prestolu, kot pa v trenutku, ko se je rodila. Torej, ko je Elizabeta odraščala, je seveda med njo in prestolom bilo ogromno, bomo rekli, drugih kandidatov, ki pa so vmes izginili, umrli. Namreč Peter Veliki je imel takrat sina, ki ga je umoril, vnuka Petra, ki je sicer še živel, ki je bil pa zelo slaboten fant, in šele potem pride Elizabeta, pa še pred njo je bila itak njena mama v vrsti za prestol. Torej, za Elizabeto nihče ni računal, da bo kdaj vladala Rusiji. Zato jo seveda Peter namerava dati za nevesto na čim bolj prestižni dvor. Za bodočega zeta si izbere tegale fanta, Ludvika 15. Ludvik 15. je zasedel francoski prestol v starosti 5 let. Kot otroka ga tudi vidite na prestolu. In je vladal neverjetno dolgo, 59 let. Z Elizabeto sta bila enako stara. Ludvik 15. je bil zelo všeč ruskemu carju, ki ga je osebno spoznal. In je rekel, ta naj bo mož moje Elizabete. Francoski dvor je to snubljenje gladko zavrnil. Gladko zavrnil, zakaj? Elizabeta ni bila problematična. Peter je za Elizabeto zelo dobro poskrbel. Tekoče je govorila francosko, italijansko, nemško, obvladala je zgodovino, umetnost, geografijo, zanimala jo je znanost, predvsem vrtnarstvo, stvari, ki so bile všeč tudi malemu Ludviku. Ampak to ni bil problem. Elizabeta je seveda bila hči vladajočega ruskega cesarja, torej bila, če smemo tako reči, po rangu celo višja od francoskih Bourbonov, ampak problem je bila njena mama. Če je bil Peter, ruski car, kjer rodovnik ni bil prav nič problematičen, je bila
njena mati, Katarina, se vemo, rečemo ena vojaška spremljevalka, da se ne bomo preveč grdo izrazili, in Francozi, ki so bili obsedeni z rodovnikom, so seveda tu našli tako hudo črno piko, da to ni šlo skupaj. Zadeva ni bila nepomembna. Namreč Elizabeta je bila dovolj stara, da je vedela, kaj to pomeni. In to, da so jo zavrnili zaradi nizkega rodu njene matere, tega ni nikoli pozabila. In mnogo kasneje se je Ludvik morda zelo kesal, da se ni poročil z Elizabeto. Dejstvo je seveda, da fant, kakršen je bil, o tem ni odločil, ampak francoska politika, francosko-ruski odnosi v tem času so bili dejansko zelo obremenjeni zaradi te zavrnitve. Glejte, na življenje mlade Elizabete je zelo vplival tale gospod, knez Menšikov. Menšikov je pripravil pravzaprav dvojno poroko, tako Elizabete kot njene sestre Katarine. Peter Veliki je bil tisti, ki je zbral oba ženina. To sta bila dva bratranca iz nemške plemiške hiše Holstein-Gottorf. Nepomembna družina, ki pa je bila v solodu z vladarji Danske, tudi Švedske in številnimi nemškimi vladarskimi hišami, in tako seveda je Peter si rekel, če že ne bo francoski kralj, bo pa tu en princ z zelo dobrimi vezami, kar seveda ni bilo tako nepomembno za to vzhajajočo velesilo, kot je bila Rusija. Torej, Elizabeta naj bi postala zdaj nemška princesa. Zanimivo je, prva poroka je bila med Katarino in njenim izbrancem, to je bil starejši od obeh bratov. Namreč mišljeno je bilo tako, Katarina bo šla v tujino živeti, Elizabeta bo ostala doma. Namreč v tem času je bil Peter že brez sina in je malo razmišljal že, morda bo pa le treba Elizabeto na prestol postaviti. V času ta prve poroke Peter umre. Kljub temu poroko izvršijo, Katarina se poroči z, mislim, da je bil Georg, in odide v Holstein, to je pokrajina v Nemčiji severno od Hamburga, tja proti danski meji. Katarina pa še malo čaka, Katarina Elizabeta, in njena poroka je bila določena tam za leto 1727, torej nekje v času njene polnoletnosti. Elizabeta ne dočaka poroke, namreč njenega zaročenca, ki ga je menda, torej bolj po njenih lastnih besedah, kot po besedah okolice, imela zelo rada. Torej njenega nesojenega soproga zajame bolezen, črne koze, in če se malo pošalimo, Elizabeta je bila prej vdova kot pa soproga. Torej, naenkrat njenega kandidata ni več bilo. V tem času umre Katarina I., torej Elizabetina mama, in Menšikov, to smo zadnjič govorili, v imenu Petra II. Prevzame oblast. Zdaj pravzaprav ni bilo nobene prave želje, oziroma nihče se ni prav zanimal za Elizabeto, in Elizabeta ostane brez kakih pomembnih snubcev. Elizabeta je igrala pomembno vlogo pri osvoboditvi Petra II. Izpod oblasti Menšikova, in slika, ki jo tule lahko vidite, nam kaže Petra in pa Elizabeto. Elizabeta je tule v prvem planu na nekem lovu v okolici Moskve. Ampak ko nad Petrom zavlada njegova ljubica in tudi, kot vemo, nesojena žena, Katarina Dolgoruka, je seveda Katarina dosegla, da so Petrovo, pravzaprav teto, Elizabeto izgnali
z dvora. In s tem je seveda za Elizabeto nastopilo zelo, zelo težko obdobje, ki postane še veliko težje, ko na prestol pride Ana Ivanovna, ki svojo sorodnico, ta je bila pa zdaj že kar daljna sorodnica, pravzaprav sovraži, kolikor jo le more. Namreč Ana se je imela za lepo, pa ni bila. Elizabeta je pa veljala za lepo. In Ana Elizabeto izžene iz dvora. Še posebej, ko je kitajski veleposlanik dobil vprašanje strani Ane, katera je najlepša na dvoru, in ko je rekel, da je to Elizabeta, je seveda Elizabeta morala zapustiti dvor. In Ana je bila strahotno maščevalna. Elizabeti se je maščevala, kjer je le bilo treba, predvsem je dala diplomatskemu dvoru zelo jasno vedeti, da bo smatrala za protirusko potezo vsako idejo, da bi se Elizabeta poročila z princem iz kakšne ugledne vladarske hiše. Torej, Elizabeta, zdaj seveda že čez 20 let stara, ostane brez snubca. Če se je kateri moški izkušal približati, je zelo slabo končal. Mi vemo, da je imela Elizabeta v tem času ljubezenska razmerja z nekaterimi moškimi, nihče ni preživel. Takoj, ko je Ana za to izvedela, je seveda dala dotičnega ali usmrtiti ali pa pregnati v Sibirijo. Torej, niti slučajno ni bilo pametno, če si že rad imel svoje življenje, se približati princesi Elizabeti. In tu seveda zdaj pravzaprav nimamo drugega, kot da rečemo, da je bila Elizabeta obsojena na neko življenje brez soproga. Delno je to tudi odgovarjalo. Namreč v tedanji Rusiji je bilo tako, žena je bila kljub vsem modernim spremembam nekako last svojega soproga. In večina zakonov je temeljila na tem, da je mož tepel svojo ženo, in to je bilo nekaj, kar seveda Elizabeta nikoli ni marala. Tukaj lahko vidite en sodoben kip iz Moskve, ki nam kaže mlado princeso Elizabeto na konju, torej jahanje je bilo nekaj, kar je Elizabeta imela zelo rada. Leta 1732 pa Elizabeta sreča človeka, ki je spremenil njeno življenje. To je bil tale gospod Aleksej Razumovski. Zgodba je tako rekoč pravljična. Predvsem, ker se tule srečata dva, ki nikakor po nobenem pravilu ne bi smela niti vedeti drug za drugega, kaj da bi bila v nekem ljubezenskem stiku. Poglejte, Aleksej se je rodil v Ukrajini. Bil je kmet, še več, bil je tlačan. Bil je pa zelo lep, zelo postaven deček in imel je krasen glas. In tako je njegov glas bil tisti, ki ga je postavil v družbo aristokratov. Namreč v tistem času je bilo čisto normalno, da so veliki plemiči imeli svoje pevske zbore, pa svoje baletke in tako naprej, ki so bili bolj ali manj vsi iz tlačanskih vrst. Tako je bilo tudi z Aleksijem. Torej, Aleksij postane pevec v zboru nekega aristokrata, ki fanta odpelje seboj v Sankt Peterburg. In tule, seveda se zgodi kaj? Na enem od koncertov ga opazi Elizabeta, ki se seveda nesmrtno zaljubi v tega tlačana.
skoraj da lahko rečemo sužnja. Elizabeta je bila v tem trenutku že tako izkušena, da je dobro vedela, da Bog ne daj, da pokaže kako zanimanje za tega fanta, ker bi sicer šla glava proč, njemu namreč. In Elizabeta zdaj skuje en sjajen načrt. Aleksija odkupi, s kmeti se je trgovalo tako kot z živino, ga odkupi in ga navidezno proda enemu cerkvenemu pevskemu zboru. Zakaj to? Elizabeta je bila pobožna ženska, zelo veliko je hodila v cerkev in ker vi veste, da je v ruski pravoslavni liturgiji veliko pevskega, zborovskega petja, je seveda Aleksij in njegov zbor, v katerem je bil, zelo prišel do izraza in Elizabeta je zdaj še veliko raje v cerkev hodila kot prej, kar moramo razumeti. Po kakem letu se pa Elizabeta ujunači in Aleksija uradno kupi in zdaj je njena lastnina. Torej, to pa je seveda nekaj, kar je pomembno. Namreč, dve stvari sta tukaj, jih moramo izpostaviti. Nihče, tudi Ana seveda, ni posumila, da bi bila Elizabeta v tega fanta zaljubljena. Preprosto zato, ker je pač bil tlačan. Torej, da se je hči Petra Velikega zaljubila v tlačana, torej čisto pravega tlačana, je bilo nemogoče. Kaj takega ni nihče verjel. In drugo, kar je bilo, tudi če bi ta zveza prišla do, če smem tako reči, do površja, bi nihče ne mogel nič. Namreč Aleksij je bil njena last. Ona je lahko z njim počela, kar je hotela. Treba je povedati, da je Aleksij se tudi zaljubil v svojo, če smemo reči, gospodarico in v tem času tudi dobi priimek, ki ga vidite. Torej postane razumovski. Torej beseda pomeni podobno kot pri nas. Razum po rusko je razum po slovensko. Torej mi bi lahko rekli Aleksij pametni. Namreč bil je seveda pameten. Zelo pameten. Čeprav je bil še vedno tlačan, je bil tlačan, kot se je izkazalo, bodoče cesarice. In ko je Elizabeta prišla na prestol, je naredila kaj? Aleksija je osvobodila, mu takoj dala plemiški naslov, postal je grof. Nekaj let zatem je velika prijateljica carice Elizabete, naša Marija Terezija, Aleksija povzdignila v kneza Svetega rimskega cesarstva, dobil je vsa možna odlikovanja in tam nekje, bomo rekli v začetku 50 let, sta se Elizabeta in Aleksij tajno poročila. Vemo, da sta se, dokument ni ohranjen, vam bom tudi povedal, zakaj ne. Aleksij je bil zares razumovski, imel je pamet na pravem mestu in zaradi tega ni silil v ospredje. Zdaj, ko je bil poročen z Elizabeto, mu na pamet ni prišlo, da bi to razglasil, ostal je v ozadju. Politika ga ni zanimala in zato seveda so mu dali na dvoru hitro vzdevek car noči. Ker samo po noči je vladal nad Elizabeto in to seveda zelo dobro vladal. Namreč Elizabeta je bila do svoje smrti zvesta svojemu Aleksiju. To ne pomeni, da ni imela takih ljubimcev za čez noč. Tega, bom rekel, ne smemo trditi. Namreč Elizabeta je imela navado, da se je tu pa tam dobila kakega moškega za čez noč, ampak to je šlo za eno noč. Navada je bila taka, da so bili to v glavnem razni vojaki, ki so zvečer šli v caričino spalnico, zjutraj so ven šli kot polkovniki ali celo generali, pač odvisno, kako dobro so bitko vodili v tej spalnici. To je ena zadeva, ki so kasneje pripisali Katarini, ampak Katarina je imela čisto drugačne zadeve v zvezi s tem.
bomo seveda tudi o tem govorili. Torej, kaj kaže, ravno to, da ti fantje niso bili nič pomembnega. Elizabeta se je pa tu pa tam malo spremembe začela, ampak bila zaželela in jo tudi dobila. Aleksij ni bil prav nič ljubosumen, ker je vedel, da ga carica ljubi. In zanimivo je, da ta ljubezen ostane do konca. Ko je Elizabeta umrla, da povemo to zgodbo do konca, je Aleksij našel veliko zaslombo v Katarini. Katarina ga je izredno cenila, ker je bil že prej na njeni strani in Aleksij uživa na dvoru tako kot prej. Bil je eden glavnih svetovalcev Katarininih in Katarini se je posebej seveda prikupil zaradi enega dejanja. Namreč, o tem bomo več naslednjič govorili, Katarina je tudi, seveda, to vsi veste, imela ljubimce in med katerimi je bil eden najpomembnejših grof Orlov. In ta je seveda vedel, da je bil Aleksij poročen z Elizabeto. In ker je sam želel poročiti Katarino, je seveda prišel k Razumovskemu in mu rekel, poslušaj, jaz vem, da si ti bil z Elizabeto poročen, daj ti meni dokument, ki seveda to potrjuje, da ga jaz dam pod nos Katarini, ki pravi, da seveda je nemogoče, da bi se vladar poročil z svojim podložnikom. Kot pravi zgodba, naj bi Razumovski tedaj tisti dokument vzel iz ene skrinjice, ga poljubil in vrgel v ogenj. Torej, edini dokaz o poroki je bil uničen in Katarina je bila presrečna. Razumovski je bil do svoje smrti zapisan pri Katarini z velikimi črkami. Torej, lahko rečemo, da tu pa res gre za neko zgodbo o uspehu, namreč Razumovski je dobro poskrbel za svoje brate, sestre, vsi so postali plemiči, nekateri so se potem na Dunaj preselili, tam recimo podpirali Beethovna, letos je Beethovnovo leto, še zdaj na Reinvegu stoji palača Razumovski, torej vsekakor zanimiva zgodba. Toliko, da seveda povemo, kako je bilo z Elizabetinim zasebnim življenjem. Elizabeta je ostajala v ozadju vse do leta 1741, ko z državnim udarom prevzame oblast. Tukaj lahko vidimo njen portret na konju. Elizabeta je oblečena v uniformo preobraženskega gardnega regimenta. Namreč ruski carji so imeli več gardnih regimentov, ki so bili posvečeni najbolj pomembnim ruskim pravoslavnim praznikom. Torej, preobraženje, mi bi to rekli, spremenjenje, je seveda praznik Kristusovega spremenjenja in to je bil najstarejši in carjem najbolj ljub polk, Peter Veliki ga je ustanovil in ko je regentkinja Ana Leopoldovna skušala zapreti Elizabetov samostan, je ta šla pod okrilje tega gardnega regimenta, oblečena tako, kot jo tule vidimo, torej v moško uniformo, ker je bila zelo dobro grajena, predvsem oprs je imela zelo obilno, je seveda izgledala fantastično in vojaki so seveda takoj razglasili Elizabeto za Matjuško, za našo mamico, kot so oni rekli, in seveda stvar je bila rešena. V eni noči je Elizabeta postala vladarica in vlada naslednjih 21 let. To je seveda podatek, ki ni tako zanemarljiv, konec koncev, če se spomnite, prejšnjo uro smo v obdobju 16 let zamenjali 4 vladarja, 2 vladarja in 2 vladarici, zdaj imamo dobo 21 let, ko Rusijo vodi prva Elizabeta Petrovna. Poglejte, Elizabeta je bila izjemno brihtna. Včasih lahko dvomimo o njenem okusu,
o tem kako besedo kasneje. Definitivno pa moramo reči, da je imela to, kar bi lahko rekli, zdrava kmečka pamet. Elizabeta je instinktivno vedela, kaj mora narediti. In čeprav so bile njene poteze včasih na videz zelo protislovne, je na koncu vendarle se pokazalo, da je ravnala prav. Če bi smeli tako reči, njena najhujša napaka je bila njena nestanovitnost. Danes je hotela to, jutri je hotela diametralno nasprotno. Ampak cilj je bil vedno enak. Torej slediti tistim reformam, ki jih je začrtal njen oče. In Elizabeta se je pokazala v prvi vrsti kot do obistja prava Rusinja. Njena prva poteza je seveda naletela na velikanski odmev. Namreč Elizabeta se je zavezala, da v času svoje vlade, v času svojega življenja ne bo podpisala niti ene smrtne obsodbe. In je tudi ni. Rekla je, da se je zaobljubila Materi Božji, da če ji bo pomagala do prestola, da ne bo podpisala nobene smrtne obsodbe. In to se tudi zgodi. Ljudstvo jo je seveda slavilo, sploh je bila Elizabeta ena najbolj priljubljenih vladaric v vsej zgodovini Rusije. Bila je lepa, bila je hči Petra Velikega, bila je pravcata Rusinja, in seveda ljudje so jo oboževali. Ja, pobožna je bila seveda še. In to je bilo tisto, kar je bilo za ruskega kmeta dovolj. In kadar je Elizabeta se pokazala v javnosti, kar je zelo rada počela, je seveda bil čas za velike ovacije. Poglejte, Elizabeta ob svojem kronanju potegne še nekaj veličastnih potez, med njimi pa seveda ni, bom rekel, omenjena poteza, ki smo mi že tudi zadnjič omenili, svojega predhodnika, leto in pol starega Ivana VI. Zapre v to trdnjavo, v Šliselburg, in seveda s tem zavaruje svojo oblast. Ampak ker je bila Elizabeta hči Petra Velikega, ker je bila Rusinja, je ni nihče zaradi tega obsojal. Namreč Elizabeta je rekla Rusija Rusom, kar je pomenilo, da je treba izgnati z dvora vse Nemce, ki so se v zadnjih letih zelo namnožili. Tako Ana Ivanovna kot zdaj regentkinja Ana Leopoldovna sta prisegali na Nemce. In še preden je Elizabeta prišla v Moskvo, tu vidite tako imenovana lepa, kar po rusko pomeni lahko tudi rdeča vrata v Moskvi, ki so nastala v čas njenega kronanja, je ruski dvor bil res ruski. Torej, Nemce izženejo. In Elizabeta reče, da bo vladala kot prava Rusinja v ruskim interesu. Zelo zanimivo je to, da je kasneje, več kot 20 let kasneje, enako razglasila Katarina Velika. Razlika je bila seveda v tem, da Katarina ni imela kaplje ruske krvi v sebi. Elizabeta pa seveda je bila hči Petra Velikega. Vrata, ki jih gledamo, danes ne obstajajo več. V času oktobrske revolucije so jih uničili, tako da gledamo zgodovinsko fotografijo. Kronanje carice Elizabete I. je bilo veličastno. Tukaj lahko vidite grafike iz njenega kronanskega albuma, lahko vidite cirku Marijinega nebovzetja, kjer so okronali vse vladarje, in pa potem Kremeljsko palačo. Ta del je še danes tak, kot ga vidimo tule. Tu pa zvonik Ivana Velikega, ki je tudi na istem mestu, kjer je tu naslikan. Tukaj pa lahko vidimo notranjščino te veličastne cerkve in pa kronanje carice, ki se dogaja nasproti tega velikega ikonostasa. Glejte, tu morda ena posebnost. Torej, ruski vladarji od Petra Velikega se okronajo sami.
Pred njimi se je tedaj postavil zbor več kot 50 najpomembnejših cerkvenih dostojanstvenikov v državi, vladarica dobi blagoslov, in potem si vladar sam da krono na glavo. Namreč zakaj? Preprosto zato, ker v Rusiji, kakorkoli obrnemo, ni bilo človeka, ki bi bil po položaju enak ali celo višji od carja. Tudi tisti, ki so seveda trdili, da je cerkvena oblast od Boga dana in da je seveda bolj pomembna kot posvetna, tu niso imeli kaj, preprosto zato ker je bila pač Elizabeta na čelu ruske cerkve in ker je bila najvišji cerkveni dostojanstvenik, poleg najvišjega političnega, je seveda bilo čisto normalno, da je sama sebe okronala. In to ni samo njena kaprica, pač pa je na ta način bila okronana tudi Katarina in vsi ruski vladarji do zadnjega carja, do Nikolaja II. Ko je Elizabeta zasedla prestol, se je takoj vrnila v Sankt Peterburg in poskrbela za svojo promocijo. Portreti, ki jih imamo ohranjeni, tega je naslikal sloviti francoski slikar Touquet, nam kažejo žensko, ki ima v svoji, oblasti ogromno državo in ki se zaveda, kako je močna. Torej, Elizabeta nikoli ni skrivala svoje ženskosti, na to je bila zelo ponosna, hkrati pa ni nikoli dovolila, da kdo karkoli podvomil, v tem smislu, češ ženska je, šibka je. Ne, Elizabeta ni bila šibka, ne po postavi, ne po značaju. In to je tisto, kar je seveda zelo pomembno, da razumemo njeno podobo v Rusiji. Torej, Elizabeta je bila lepa ženska po karakterju, pa zelo podobna svojemu očetu, znala je biti nasilna, znala je zelo grdo klet, znala se ga ravno tako napiti kot njen oče in seveda to je naredilo velik vtis na plemstvo, ki ni imelo nobenih pritožb čez Elizabetino vladanje. Torej, portreti, ki jih tukaj vidimo, nam kažejo lepo žensko, in seveda ta njena lepota je bila tista, ki jo je znala še kako unovčiti. Elizabeta je znala svoje nastope pripraviti, vedno je bila neizmerno veličastna v svojih palačah, vse skupaj je delovalo že skoraj tako, kot bi bila neka gledališča inscenacija in jasno je, da je bila ona, če hočete, scenarist, režiser in glavni igralec v eni osebi. V tem pogledu je zelo posnemala Ludvika XIV., francoskega sončnega kralja, ki je bil ravno tako dober igralec kot Elizabeta. Elizabeta je imela še en talent, ki je zelo pomemben, če hočeš biti dober vladar, tako danes kot nekoč. Znala je izbirati svoje sodelavce. Daleč najbolj pomemben med njimi je tale gospod grof Bestužev, ki postane njen zunanji minister in pa kmalu zatem tudi kancler, torej predsednik vlade. Večino Elizabetinega obdobja je Bestužev absolutno vodil rusko zunanjo politiko in to v popolnem sozvočju z Elizabeto. Namreč, če kaj, če lahko rečemo to, da Elizabeta ni bila nestanovitna v svoji zunanji politiki. Na začetku se je odločila za neko smer in se je držala do konca. Kot se je izkazalo, je bilo to njeno vztrajanje še kako upravičeno in še kako zelo dobro. To, kar je carica si zamislila, je seveda bil tudi program Bestuževa in skupaj sta odlično vodila rusko zunanjo politiko. Poglejte, tukajle imamo zemljevid Evrope v času, ko Elizabeta zasede prestol.
lahko vidimo, da seveda imamo pred seboj ogromne države, Rusijo, Poljsko-Litovsko državo, Avstrijsko monarhijo, Turčijo, Francijo, Nemčijo pa seveda zelo, zelo tako razbito in v nemškem prostoru še posebej pomembna ta država, Brandenburg, Prusija se imenuje. Leta 1740, o tem smo govorili, kako leto nazaj, Evropa zdrvi v vojno. Vojno za avstrijsko nasledstvo. Marija Terezija, vemo, da podeduje od svojega očeta veliko ozemelj, ki pa jih drži skupaj ena sama stvar. To je bila cesarska krona, le te seveda Marija Terezija kot ženska ne more dobiti. Verjetno je bila Marija Terezija žalostna, najbrž je večkrat zavzdihnila, ko bi bilo pri nas tudi tako kot v Rusiji, kjer ženske nimajo problema s tem delovanjem. In Evropa zdrvi v vojno, ker so vsi želeli nekaj od te avstrijske pogače imeti. Marija Terezija se tu seveda, bom rekel, brani z vsemi silami, to vemo, ampak tisto, kar je ključno, so seveda njeni zavezniki. Marija Terezija očitno vzbudi v Elizabeti neko sočutje, lahko rečemo tudi žensko solidarnost. In kmalu po prevzemu oblasti, to je bilo leta 1942, Elizabeta piše Mariji Tereziji. V smislu, glej, obedve smo ženski, veva, kak je to, in obedve morava skupaj držati. Elizabeta je bila seveda tukaj, bom rekel, tista, ki je ponudila roko. Treba je povedati seveda, da je Marija Terezija sprejela s takim veseljem, da je skoraj ven strgala. Torej, Rusi so bili tisti, ki so zdaj seveda prišli na pomoč. Treba je povedati, da sta Rusija in Avstrija zdaj ponovno obnovili neko zavezništvo, ki se je uveljavilo, o tem vam je verjetno Damjan kaj povedal, v času Petra Velikega in pa cesarja Leopolda Habsburškega. In zdaj seveda se to nadaljuje. In mi bomo videli, da sta bili Avstrija in Rusija poslej na skupni strani vse do srede 19. stoletja, torej več kot naslednjih 100 let. Pomembno je bilo tudi to, da je Elizabeta zelo hitro bila prepričana, da so nasprotniki Rusije hkrati tudi ta iste države, ki so nasprotnice Avstrije. Torej Prusija in pa Francija. In glavna avstrijska zaveznica, doslej Anglija, je bila zelo prikladno tudi zaveznica Rusije. Prva poteza Elizabete ni bila v tem, da bi takoj šla direkt v vojno v nemški prostor, pač pa se je najprej lotila Švedov. Švedi so bili hitro poraženi in leta 1743 Elizabeta in švedski kralj po pooblaščencih podpišeta sporazum v mestu Abo oziroma Turku, kot se tudi imenuje, na jugu Finske, in Švedi, hočeš nočeš, morajo prepustiti Rusom dobršen del današnje južne Finske. S tem je Elizabeta zavarovala Sankt Peterburg, zdaj se pa lahko podala v evropsko vojno. Boste rekli, zakaj je ta poteza? Poglejte, Švedska je bila seveda nasprotnica Rusije. Glavna švedska zaveznica v Evropi je bila pa Francija, ki je bila seveda v tej vojni, v katero je Rusija zdaj vstopila, tudi ruska nasprotnica. Bilo je popolnoma jasno, da bodo Francozi poskušali podkupiti Švede, da bi napadli Ruse. Zdaj je bilo to nemogoče. Švedi so bili, kot bi mi rekli, preventivno tepeni. Torej, Elizabeta jih je namahala, preden da so sploh pomislili, da bi Ruse napadli. In tako je bil seveda mir na severu zagotovljen. Elizabeta se zdaj z vsem
možnim veseljem in energijo poda v vojno. In hitro se seveda pokaže, kako zelo pomembno je to bilo. Marija Terezija je lahko samo ploskala. Friderik II, veliki, in pa Elizabetin nesojeni soprog, Ludvik XV, sta pa seveda bila čisto drugačnega mnenja. Na vsak način sta skušala Ruse zaustaviti, tako politično, torej z neko diplomacijo in seveda tudi vojaško. Ampak to seveda ni bilo mogoče. Oba dva sta bila prepričana, da je za to proti prusko in proti francosko politiko kriv Bestužev. Večkrat sta ga skušala strmoglaviti, mu obest take in drugačne seveda grehe, ki so bili v glavnem izmišljeni, ampak Elizabeta se ni pustila motiti. Elizabeta je Bestuževu trdno zaupala in je rekla, se ne bomo ustavili. In Rusi se res niso ustavili. Namreč, poglejte, leta 1744, ko je bila Rusija v vojni šele dobro leto, je rusko vojsko, ki je prodrla, če si predstavljate, čez celo vzhodno Evropo, zaustavila šele reka Ren. Torej, do Rena so prodrli ruski vojaki in lahko si samo predstavljate, da se Petru Velikemu niti v sanjah ni kdaj verjetno prikazal ruski vojak, ki stoji na bregu reke Ren. In tako daleč ruske vojske ne popelje noben drug ruski vladar z izjemo carja Aleksandra I., ki pride celo do Pariza. Tudi sovjetska armada, ko je prodrla v Nemčijo leta 1945, ni prišla tako daleč. Torej, Elizabeta pokaže neverjetno energijo in pa tudi seveda neverjetno veliko, bom rekel, tako taktično sposobnost. Torej, Rusija vztraja v vojni na strani Habsburžanov do mirovne pogodbe v Aachnu leta 1748 in zdaj seveda je tudi Rusija tista, ki izposluje pravzaprav, da Marijo Terezijo priznajo vsi kot vladarico, da je njen mož od vseh priznan kot cesar. Elizabeta je edino seveda na tej točki morala popustiti, da so Avstrijcem pač odvzeli Šlezijo. Tisto Marija Terezija ni dobila nazaj. Sicer pa lahko mirno rečemo, da je bila ruska carica tista, ki je rešila Marijo Terezijo. In Marija Terezija je bila hvaležna. Da je bila Elizabeta seveda ženska, ki je imela, bom rekel, v glavi marsikaj, nam kažejo tudi njeno sodelovanje z slovitim ruskim znanstvenikom Lomonosovim, njegov portret, grafiko lahko vidite tukaj. Lomonosov je za Elizabeto naredil marsikaj. Prvi ruski posvetni mozaik, jasno, portret njenega očeta Petra Velikega. In Elizabeta ga je zelo spodbujala do te točke, da je na njeno pobudo in z seveda državnim denarjem Lomonosov leta 1755 v Moskvi ustanovil prvo rusko univerzo, ki se danes imenuje po njem. Torej, državna univerza Mihajla Lomonosova, najslavnejša in najboljša ruska univerza, je bila ustanovljena leta 1755 na pobudo carice Elizabete. Glejte, Elizabeta v tem obdobju, po koncu vojne za avstrijsko nasledstvo, ne počiva. Njena politika je bila usmerjena na jug, torej proti Turčiji, kjer tudi doživi Rusija velike uspehe, predvsem pa seveda Elizabeta v tem času potegne številne poteze v smislu velike olepšave mesta Sankt Peterburga. Namreč, to bomo kasneje videli. Sankt Peterburg je v veliki meri delo Elizabete, veliko manj njenega
očeta Petra. Tukaj lahko vidimo figurico Elizabete na konju, naredili so jo v Meißnu, v sloviti porcelanski manufakturi. Namreč Elizabeta je bila tudi velika zaveznica poljskega kralja, ki je bil seveda hkrati vladar tudi Saške. Saška pa veste, da ima za glavno mesto Dresden in pri Dresdnu je ta Meissen doma. Kot sem rekel, je Elizabeta zelo rada gradila. Pri tem je imela srečo, da je bil ob njej zelo, zelo dober arhitekt, Italijan po rodu, Francesco Bartolomeo Rastrelli, tukaj lahko gledamo njegov portret in on je, če hočete, tisti, ki je ustvaril elizabetinski rokoko. Stil, v katerem so zgrajene nekatere najslavnejše zgradbe v Sankt Peterburgu in pa njegovi okolici. Zgradbe, ki jih bomo tudi videli med našim jesenskim potovanjem v Sankt Peterburg. Prva taka zgradba, ki ni nič kaj posebnega, je danes na obrobju Sankt Peterburga. Gre za majhno palačo, kamor je hodila Elizabeta na lov. In seveda iz teh skromnih začetkov zraste nekaj mnogo, mnogo bolj veličastnega. Prvi veliki projekt Rastrellija in pa Elizabete je samostan Smolni. Smolni pomeni po rusko to, kakor po slovensko. Torej gre za nekaj, kar je vezano na smolo. Ampak ne tisto človekovo smolo, pač pa drevesno smolo. Tukaj, kjer je danes ta samostan, je bila včasih ladjedelnica. Ladje so tedaj delali iz lesa, in da so seveda deske med seboj bile fajn povezane, da je ladja tesnila, so jih zalili z smolo. Od tod Smolni. In Rastrellija zgradi to čudovito cerkev, lahko vidite, danes je krasno obnovljena od zunaj, namreč v sovjetskem času je bila zelo zanemarjena, znotraj pa seveda cerkev še dobesedno delajo. Tukaj lahko vidite oltarje, ikonostas. Tukaj. To si bomo pogledali. Je zanimivo zato, ker da vidimo, kako je ena taka obnova pravzaprav enega takega res mogočnega spomenika tudi deluje. Naslednji projekt je seveda še mnogo bolj veličasten. Namreč Elizabeta je, in to moramo vedeti, ves čas imela eno fiksno idejo, ki je ni spustila do, če smemo reči, njene smrti. Želela je, da ruski vladarji živijo v večjih, lepših, razkošnejših palačah kot francoski. Torej, hotela je Ludviku 15. pokazati, češ, mene ste zavrnili, češ, da nisem dovolj dobra, poglejte, kaj zmorem jaz pa moja država. Zimski dvorec je najbolj slavno delo Rastrellija in Elizabete in to upravičeno. Tukaj lahko vidite vrata iz tega časa. Palača je gromozanska. Tukaj je pogled z reke Neve, tu imate pa zračni posnetek in lahko vidite, kako ogromna je ta zadeva. Torej, tu je glavni trg, tule je vrt, tu je pa reka Neva. In ta kompleks ima več kot 1200 prostorov. Naprej je potem pa prizidek, ki ga naredi Katarina Velika in se imenuje Mala Ermitaža. Ampak o Ermitažu seveda naslednjič, ko bomo o Katarini govorili. Zimski dvorec je na žalost utrpel hud požar, tako da znotraj pravzaprav ne najdemo skoraj nič več, kar bi bilo iz časa Elizabete. Izjema je to čudovito stopnišče ambasadorjev, ki ga krasijo, to lahko lepo vidite, sijajni granitni stebri, vsak je z enega kosa kamna narejen. Potem pa ohranjena je še dvorna kapela. In tu zdaj vidite bistvo elizabetinskega baroka oziroma rokokoja, torej kombinacija bele, zlate barve in pa zrcal. Torej izredno veličastno vse skupaj
deluje. No, vrhunec z današnjega zornega kota tega elizabetinskega rokokoja je pa palača v Carskem Selu. Tukaj jo lahko vidite, tako imenovana Katarinina palača. Namreč Elizabeta se je odločila, da bo palačo poimenovala po svoji materi. Zato je Katarinina, vidite del fasade, ki jo je nemogoče v celoti slikati, ker je dolga 330 metrov. In drevesa so in je nemogoče seveda vse v enem kosu poslikati. Tukaj se lahko zahvalimo seveda sovjetskim in tudi zdaj ruskim restauratorjev, ki so to palačo bolj ali manj naredili tako, kakršna je bila v času Elizabete. Nemci med drugo svetovno vojno so jo popolnoma uničili. To je velika dvorana v tem, bom rekel, najbolj čistem elizabetinskem stilu, zrcala, bela, zlata barva, vidite, detajle, in potem številni prostori, mala jedilnica, potem zelo zanimiv prostor, namreč to, kar vidite tukaj, je lutka Elizabete I, tako je, bom rekel, zgledala, tu je njena obleka, tako velika je bila in seveda lahko vidimo, kako veličasten nastop je vedno pripravila Elizabeta za svoje goste. Zdaj, najslavnejši prostor je pa ta jantarna sobana, ki jo sem sicer postavi šele Katarina Velika, ampak je ravno tako v tem rokokojskem stilu, kot ga je prej seveda imela rada Elizabeta. Torej, ta elizabetinski rokoko pluskne seveda še daleč preko meja Moskve in Sankt Peterburga. Tukaj lahko vidite zelo lepo cerkev svetega Andreja v Kijevu, lep primer razstreljeve arhitekture izven Moskve. Elizabeta se zelo rada zabavala. Tukaj jo ne vidite kot vdovo, uradno tako nikoli ni bila poročena, pač pa je na plesu v maskah. Zdaj, tisto, kar je bilo pri Elizabeti seveda problematično, je bilo to, da je hotela biti vedno lepa, vedno najlepša in v enem trenutku, ki pri njej, če smem reči tako, nažalost nastopi zelo hitro, je ugotovila, da je najlepša, če je oblečena v moško obleko. In kadar je bila kakršnakoli prilika, je Elizabeta zahtevala ples v maskah, kjer je seveda nastopila v moški uniformi. In te ozke obleke so bile seveda ji krasne, ker je njeno telo kar kipelo tam ven, njene obline so po vseh možnih luknjah ven gledale in pravijo, da je bila čudovita. Moški so bili gotovo navdušeni, ker je carica hodila okrog, taka, ko je, bom rekel, kolač, privlačen. Seveda je pa imela zgodba dve plati. Če je bila Elizabeta v moške oblečena in ker so dame, seveda jo posnemale, so bile tudi v moške, so morali biti moški oblečeni v ženske. Zdaj pa vi predstavljate uboge ženske, ki niso bile navajene teh ozkih oblek, še bolj bogi so bili moški, ki so se mogli napudrati, ki so mogli dati seveda te velike krinoline in čevlje z petami. In seveda zgražanja je bilo veliko. Marsikateri general je rekel, da bi si dal pri živem telesu nogo odrezati, ko pa iti na tak ples, ker ponavadi so moški slej ko prej padli po tleh in smeha in vsega skupaj je bilo ogromno. Torej te zabave verjetno niso bile najbolj okusna stvar, najbolj rafinirana stvar, ampak Elizabeta je uživala. Ona je rada seveda svoje telo prezentirala, tako kot je bilo potrebno, po njenem mnenju, in jo je bilo čisto vseeno, a drugi uživajo ali ne. Važno je bilo, da je ona uživala. Poglejte, tukaj imamo eno bolj sodobno sliko iz začetka 20. stoletja, ki nam prikazuje Elizabeto na sprehodu v Carskem Selu. Elizabeta se je proti koncu življenja precej poredila in to je tudi tisti razlog, za kar je, bom rekel, umrla sorazmerno hitro, torej srce je odpovedalo.
Zadnja leta Elizabetinega življenja potekajo v znamenju ruske udeležbe v 7-letni vojni, v kateri se Rusija spet bori proti Prusom, spet je na njeni strani Avstrija, tokrat pa se zamenjajo drugi zavezniki. Namreč v to kombinacijo vstopi zdaj Francija. Anglija pa seveda pomaga Prusom. Torej mi bi zdaj lahko rekli, da skupaj stopi katoliška plus pravoslavna Evropa proti protestantski. V tem smislu seveda je zelo zanimivo, da govorijo o tako imenovani damski koaliciji. Jasno, na čelu Francije je bil sicer kralj, ampak tista, ki je zelo spodbudila Francoze, da so podpisali sporazum z Marijo Terezijo in Elizabeto, je bila pa glavna kraljeva ljubica, Madame Pompadour, verjetno ste že vsi slišali za njo. In tako se zelo uspešno borijo proti Prusom, proti Angležom, do tega trenutka, ko Francija seveda ne začne voditi svoje politike. Namreč Ludviku 15. mu je šlo na živce, da bi seveda se Rusija tako ukrepila v Evropi in je raje vodil neko politiko, ki je bila pa zelo slaba za Francijo. Na drugi strani se Elizabeta zdaj, bilo je tam, mislim, da leta 58, naveliča Bestuževa, ga pošle v pokoj, od tam ga potem Katarina pokliče in na njegov položaj pride tale gospod, Mihael Voroncov, zelo, bom rekel, pomemben politik, ki je seveda igral tudi pomembno zgodbo v življenju Katarine Velike. Kljub temu, da se, rečemo, vlada menja, ruska politika ostane seveda nespremenjena. In v tej vojni bi bila Rusija gotovo veliki zmagovalec, če Elizabeta ne bi umrla. Elizabeta umre leta 1762 v februarju oziroma v celo konec januarja in to je eden od zgodovinsko najbolj ključnih trenutkov. Če bi Elizabeta živela samo še kako leto dlje, bi najbrž zgodovina Evrope bila čisto drugačna. Tako pa se vse spremeni. Rusi so svojo Matjuško Elizabeto iskreno objokovali. Bila je zelo, zelo priljubljena in še toliko bolj, ker so bili Rusi zelo negotovi glede tega, kar se bo zdaj zgodilo. Poglejte, med vsem tem govorjenjem o Elizabeti sem se zavestno seveda izognil enega ključnih vprašanj vsake monarhije, namreč nasledstva. Elizabeta ni bila nikoli pravno poročena, torej vsaj uradno ne, in bilo je vprašanje zdaj, kdo bo Elizabeto nasledil. To vprašanje je Elizabeta rešila že zelo zgodaj. Ozrla se je v Nemčijo, kamor je bila poročena njena sestra Ana Petrovna. Torej Elizabetina sestra se poroči v Nemčijo z, kot smo rekli, knezom Holstein-Gottropskim in iz tega zakona se rodi tale fantič. Karl Peter Ulrich mu je bilo ime. Čeprav je bil vnuk Petra Velikega, je zavračal popolnoma vse, kar je bilo ruskega. Ampak Elizabeta velike izbire ni imela. Namreč to je bil edini možni kandidat za naslednika in hočeš nočeš ga je poklicala k sebi. In tako 14 let stari fant pride v Rusijo, na hitro ga spreobrnejo, krstijo na novo in ga razglasijo za velikega kneza, torej za prestolonaslednika, in zdaj je poznan kot seveda veliki knez Peter. Peter se vse življenje ne nauči dobro govoriti ruščino,
sovražuje pravoslavno vero in seveda ni bil nikoli priljubljen, ne na dvoru, ne med ljudstvom, ne v času, ko je bil prestolonaslednik, še manj, kot bomo videli, ko je bil car. Elizabeta, roko na srce, je bila razočarana nad svojim nečakom. Elizabeta je vendar rada imela take polnokrvne, močne moške, to pa Peter seveda ni bil. In vedela je, da druge izbire nima, torej z Petra bo treba nekaj narediti, če že ne v redu vladarja, pa saj morda začetnika neke nove družine. Torej, Petra je bilo treba poročiti. Poglejte, v tem času, ko je Elizabeta zasedla prestol, na njeno pisalno mizo pride pismo, ki ga je poslala tale ženska. Johana Elizabeta von Holstein-Gottorf, teta Petra III. In seveda, kar je bilo bolj pomembno, sestra tistega nemškega princa, ki naj bi postal Elizabetin mož. Vemo, da je umrl. In Elizabeta je trdila, seveda, da je vedno ljubila tega svojega zaročenca in zdaj je seveda Johana Elizabeta, carico, najprej čestitala, da je zasedla prestol, opomnila, da bi bili, seveda, če bi bile razmere drugačne, zdaj v sorodstvu. Tako čisto na koncu, v zadnji vrstici, je pa omenila, da ima seveda hčerko, staro tedaj 13 let, ki bi bila primerna kandidatka za poroko z velikim knezom Petrom. Zakaj? Zato, ker sta bila Peter in Johanina hčerka, seveda bratranec in sestrična. Celo poznala sta se, kar v tistem času ni bilo ravno pogosto, da so se kasnejši zakonci poznali pred poroko. Elizabeta ni dolgo razmišljala, piše pismo Johani in reče, super, hvala za čestitke, pridi na obisk, pa pripelj svojo hčerko zraven. Kdo je bila ta hči? To je bila leta 1729 v današnjem poljskem mestu Ščečin rojena Sofija Friderika Augusta, ki je seveda po svojem očetu, vladajočemu knezu, nosila priimek von Anhalt-Zerbst. Vem, da si boste jezike zlomili, če boste vse to ponovili, ni namen, ampak tako je ime, pravo ime dekleta, ki ga mi poznamo kasneje kot Katarino Aleksejevno in še malo kasneje kot Katarino Veliko. Zdaj pride ta sjajna oseba v našo zgodbo. Katarina je bila stara 14 let, ko leta 42 z materjo jeseni zapustita Nemčijo in se peljeta proti Sankt Peterburgu. V začetku decembra leta 42 Katarina in njena mati, jo bomo kar Katarino imenovali, čeprav uradno še ni, prideta v Sankt Peterburg in z grozo ugotovita, da dvora ni tam. Namreč Elizabeta, taka kot je bila nestanovitna, reče, bomo pa novo leto v Moskvi preživeli in je šel ves dvor v Moskvo. Torej je bilo treba še 700 kilometrov skozi rusko zimo narediti in tik pred novim letom, nekaj dni prej, prideta Katarina in njena mati v Moskvo. Tam jo takoj odpeljajo v Kremelj, v tamkajšnjo palačo in tukaj imamo zdaj seveda, bom rekel, eden najpomembnejših trenutkov v Katarininem življenju. Glejte, Katarini doslej ni bilo lahko. Bila je deklica, njena mama si je želela fanta in Katarina je bila zelo zanemarjena, z materine strani, z očetove ne, oče je imel zelo rad. In Katarina so ves čas v glavo ubijali, da je manj vredna, ker je dekle. In gledajte, kaj se zdaj zgodi. Katarina v svojih spominih zapiše, kako je šla skozi dolgo vrsto soban, ena lepša od druge, da so se ji vsi preklanjali in ko pride v zadnjo sobano, zagleda tam Elizabeto.
Katarina je ta prvo sekundo osupnila nad podobo te ženske, ki je na sebi imela nekaj kilogramov diamantov. Drugo, kar je pa seveda Katarino v tem trenutku prišinilo, namreč pred Elizabeto so se vsi preklanjali, celo na kolena padali, je, da je ta ženska, tista, pred katero na kolena pada ves moški svet. Vsa Rusija je bila na kolenih pred vladarico, žensko. In tisti trenutek je Katarina rekla, to hočem biti tudi jaz. In tako kot je bila tudi Elizabeta zelo trdna v svojih odločitvah, je bila tudi Katarina. In je rekla, naredila bom vse, kar je možno, da bom postala ruska carica. In če je to pomenilo, da se bo poročila s Petrom, ki ga sploh ni imela rada, je pač bila to nujna žrtev. In poglejte, naslednji dogodki v prvih mesecih leta 1943 nam kažejo, kako zelo bistra je pravzaprav ta deklica bila, ki je šla iz enega zelo povprečnega okolja, dvor v Cerbstu res ni bil neki in ampak poslušajte zdaj, kaj se zgodi. Katarina se loti učenja ruščine in se loti učenja pravoslavja. Niso ji bile zadost ure, ki jih je imela, torej ure pouka, zato je tudi po noči vstajala, brala katekizem, rusko slovnico, vse po vrsti in se je prehladila. Ta bolezen se je razvila v pljučnico. Ruski dvor je bil v skrbeh. Carica Elizabeta je bila v solzah. Mlada nemška princesa se je seveda prehladila, zbolela, zato ker je po noči vstajala, da bi se naučila rusko. Za tako nacionalno zavedno žensko, kot je bila Elizabeta, seveda ni mogel biti to boljši dokaz, da je Katarina tista ta prava. In ko so ljudje na dvoru izvedli, da je se učila pravoslavja, in ko so to zvedli ljudje, so po vseh cerkvah molili za Katarino, ki še niti pravoslavna ni bila, ki še niti Rusinja ni bila. In zdaj seveda se zgodi kaj? Katarina je bila že zelo šibka in njena mati pride k punci, predstavljate si 14-letno dekle in reče, veš kaj, ti tak ne boš več dolgo živela, daj ti vse dragulje, ki si jih dobila za darilo od carice meni. Dvorne dame so seveda povedale to takoj naprej, da je Katarina s težkim srcem, solzami v očeh se ločila od draguljev, ki jih prej tak sploh ni imela, ker so bili preveč revni, in ni bilo, par ur, že pride Elizabeta z ogromnim kovčkom in kar posuje po dvorani najrazličnejše uhane, zapestnice, verižice, kronice, diademe, in Elizabeta obljubi, da bo še enkrat toliko dala, samo da Katarina uzdravi. Bolezen je kljub temu napredovala in Katarina je bila seveda na tem, kot se reče, z eno nogo že v grobu, že sta drugo je sila v tisto smer, in zdaj seveda njena mati zahteva protestantskega pastorja, da se dekle spove, očitno je konec tu. Katarina, ki je bila vsa vročična že, ki se je že pomalem bledilo, vendarle zmore in reče, ne, nočem pastorja. Pravoslavnega popa hočem. Nisem še pravoslavna, ampak se že počutim tako. Pop pride, Katarina se spove, zaspi in se zbudi zdrava. Torej, pravoslavni žegn je pomagal in za Elizabeto so bile to, ko bi se nebesa odprla. Katarino, sicer shujšano, bledo, so potem krstili, zdaj postane Katarina, in bi jo takoj poročili, če ne bi zdaj zbolel Peter. Tako da je Katarina morala čakati še celo leto, da se je potem leta 1944 poročila. In kaj zdaj? Tukaj le vidimo poročno sliko. Sami lahko vidite, da Katarina ni bila ravno velika lepotica, ima to zelo poudarjeno brado, ampak vendarle je bila privlačna, dovolj privlačna seveda, da se je ves dvor v njo zaljubil.
Problem, ki seveda zdaj nastane, je, da je treba na otroka, na domnevnega sina Petra III. Čakati 11 let. Namreč Katarina ni zanosila. Pa seveda ni bil problem pri njej. Problem je bil v tem, da je bil Peter otročji, kolikor se je dalo, in seveda na svojo ženo ne gleda kot na neko, privlačno dekle, pač pa kvečemo kot eno tovarišico, ki mu bo pomagala pri igri z kositernimi vojaki. In predstavljate si, 15, 16, 17, 18 let staro dekle v puberteti, zraven moža, ki je formalno sicer leto starejši, ki prinese igrače v posteljo. Ja, halo, jasno, da iz tega ni bilo nič. Elizabeta znori. Enostavno Iva zapre, skoraj tako v hišni zapor, v upanju, da se bo ta zbližala. Nič se ne zgodi. Torej, Katarina je še vedno tako nedolžna, kot je prišla v Rusijo. In kaj zdaj? Zdaj pride seveda do enega dogodka, za katerega še danes ne vemo točno, kako se je vse skupaj odvijalo, ampak nekako tako je bilo. Po dolgem času, govorimo po letih, Elizabeta dovoli mladima dvema, da gresta na lov. Katarina je zelo rada jahala, zelo rada je bila v naravi, Peter tudi, predvsem je bila pa to neka sprememba. In gredo na, danes je čisto pozidana, Vasiljevski otok, in tam se Katarina zgubi v trsju. Hkrati se zgubi tudi grof Sergej Saltikov. Ja, in čez 9 mesecev Katarina rodi. Zdaj pa seveda veliko vprašanje, kdo je oče. Namreč Katarina je naslednjo noč spala z svojim možem, torej z Petrom. V svojih spominih Katarina jasno in glasno zapiše, da je Pavel, torej njen prvorojeni sin, tisti, ki ga je seveda spočel Saltikov. Je pa zanimivo, kasneje skozi odraščanje Pavel postaje vedno bolj podoben, ne vizualno, pač pa po značaju svojemu domnevnemu očetu Petru, uradno je bil Peter, seveda oče, se drugače ni moglo biti. In Katarina, vsa zagrenjena zaradi tega, zapiše v eno pismo, zdaj pa res ne vem, je rekla, a je oče Saltikov ali Peter, vedno bolj zgleda, da je bil res Peter oče. Torej, to jo je, zelo razžalostilo, ker Saltikov je bil lep, postaven, približno pametna, kar Peter seveda ni bil. Poglejte, Katarina je zdaj izpolnila svojo dolžnost. Materinska čustva so bila zatrta takoj. Namreč, ko se je Pavel rodil, ga je Elizabeta vzela proč. Ampak Katarina je bila zdaj pomirjena. Vedela je, prestolonaslednika je rodila, in zdaj je njen položaj trden. Katarina, kot vidimo na tem portretu, se pokaže zdaj kot zelo samozavestna ženska, ki se je odločila, da bo vplivala na Rusijo, kolikor bo mogla. V dolgem času, ko je bila sama, je Katarina brala, pa ne razne pogrošne romane, pač pa cele enciklopedije, znanstvena dela z področja tehnik, naravoslovja, umetnosti. Katarina je bila gotovo izredno izobražena, predvsem je bila pa prepričana, da se mora človek sam skozi vso življenje izobraževati. Bila je pripadnica smeri tako imenovanega vseživljenjskega izobraževanja. Če bi danes živela, bi bila tu na predavanju, prav gotovo. Namreč do njene smrti je vedno kaj se na novo učila in pač po mojem, če bi 100 let živela, bi se še pa vedno učila. Bila je prepričana, da to nikoli ne zgreši svojega cilja. Zdaj nastopi obdobje Katarininih ljubimcev. Prvi je tale gospod, torej malo narobe napisal, Stanislav August Poniatovski. Portret nam ga kaže
v zrelih letih, ko je bil gospod, kot lahko vidite, že kralj. To je sicer naslikan kot kralj Salamon, v resnici je bil zadnji kralj Poljske. To službo ni imel rad, ampak Katarina je bila tista, ki ga je prisila v to. O tem naslednji teden več. Stanislav je bil intelektualec, Katarin je zelo odgovarjal. On je bil tisti, ki je, bom rekel, še malo dodal fines na to njeno siceršno izobrazbo. Namreč Stanislav je ogromno prepotoval. Bil je v Franciji, bil je v Italiji, v Španiji, po celi Nemčiji. Namreč Katarina, ko je stopila na ozemlje Rusije, nikoli več ni šla iz Rusije ven. Ona ni imela, bom rekel, te sreče, da bi videla Evropo. Stanislav je pa seveda vse razlagal, kako in kaj, in Katarina ga je seveda poslušala lahko ena žejna goba. Ko so Stanislava, zaradi tega, ker je bil preblizu veliki kneginji, izgnali, je seveda Katarina si hitro našla novega, ki je bil čisto drugačni. To je bil Grigorij Orlov, kasnejši grof Orlov. Pravijo, da od tod naprej Katarina zbira ljubimce istega tipa. Kako naj bi jih izbirala, pravijo, da sta mogla biti širina ramen in pa IQ obratno sorazmerna. Širša ramena, nižji IQ. Z redkimi izjemami je to res. Taka izjema je bil recimo Potjomkin, o katerem bomo naslednjič več govorili. Orlov je Katarini veliko koristil. Naredil je otroka, kasnejšega grofa Bobrinskega in pomagal organizirati državni udar, ko je prišla na oblast. Poglejte, Elizabeta, smo rekli, umre v mesecu januarju leta 1762. Nasledijo Peter III. Tukaj ga lahko vidimo z vsemi insignijami cesarske oblasti, ampak ena stvar je ključna. Tukaj lahko vidite cesarsko krono, ki pa je samo namišljena tukaj. Namreč Petra nikoli niso okronali. In to je bila ena ključnih napak njegove sicer kratke in napak polne vlade. Peter je takoj končal rusko udeležbo v 7-letni vojni. Podpisal je sporazum z Prusi in pruski kralj je bil presrečen. Rekel je, da bi bilo treba ruskemu carju postaviti spomenik. Peter je bil zaradi tega seveda zelo nepriljubljen pri vojakih. Namreč predstavljajte si, ruski vojaki so bili 6 let v vojni, same zmage, zdaj pa seveda niso bili deležni nekega pravega zmagoslavja in pa sprejema doma. Še več. Peter je naredil še eno hudo potezo, ki si je dokončno zameril vojsko. Namreč, kaj je naredil? Ukazal je ruskim vojakom, da morajo svoje uniforme zamenjati z pruskimi. Predstavljajte si, kaj je to pomenilo. Glejte, da boste lažje razumeli. To je nekaj takega, kot če bi leta 1945, potem ko je bila nacistična Nemčija poražena, maršal Stalin, Churchill, Truman pa naš Tito ukazali svojim vojakom, tako zdaj pa uniforme dol pa nacistične oblečite. Predstavljajte si, kakšno ponižanje to bilo za rusko vojsko. In tega niso Petru odpustili. In so samo čakali, kdaj se bodo lahko Petra znebili. Peter je zdaj predvidel zelo, zelo nesmiselno vojno. Želel je napasti Dansko, edino državo, s katero Rusija nikoli doslej ni imela vojne. Zakaj? Zato, da bi odzel dobesedno nekaj kvadratnih kilometrov zemlje, ki so sicer ne bi pripadala ta zemlja njegovemu rodnemu Holštajnu. In to je bilo dovolj. Vmes je Peter še objavil, da bo Katarino zaprl v samostan in Katarina je zdaj ukrepala. Konec meseca junija ta istega leta 1762 je organizirala državni udar. Sama je zapisala kasneje, da je bil državni udar zelo slabo pripravljen, ampak še slabše je odreagiral Peter. Namreč, ko so mu sporočili, da je njegova žena organizirala državni udar, da se je razglasila za carico
Je rekel, no vidite, saj sem vam rekel, ta ženska je vsega sposobna, pa je šel spat nazaj. Friderik Veliki je zapisal, da je šel s prestola tako kot otrok, ki ga pošljejo v posteljo. Katarina je seveda zdaj postala vladarica in komaj po 5 dneh vladanja tudi vdova. Danes vemo, da Katarina ni bila kriva za Petrovo smrt, čeprav je bila ta nasilna, je pa ta smrt seveda zelo olajšala življenje. In tako se v prvih dneh poletja leta 1762 začne njena vlada, ki traja potem 34 let. Današnjo predavanje bomo pa zaključili z eno zelo kratko glasbo. Glejte, kot sem vam že omenil, je Peter Veliki ustanovil gardne regimente, med katerimi je v današnji naši zgodbi glavno vlogo igral Preobraženski polk. Peter je za ta polk naročil tudi posebno glasbo, marš, kratko glasbo, ob kateri so vojaki tega polka korakali. Ko je Elizabeta s pomočjo prav teh vojakov postala cesarica, je ukazala, da tale glasba postane ruska himna. Torej prva himna, državna himna, ki jo je Rusija imela in je potem veljala kot državna himna do, bomo videli, prve polovice 19. stoletja, ko jo zamenja neka druga melodija. Zdaj bomo pa lahko z lahkim korakom odšli domov. Hvala lepa.